Na misel mi tudi pride, se pravi, izjava Van Rompuyja, potem ko je EU dobila Nobelovo nagrado za mir, v kateri je rekel, naš končni cilj, ali nekako tako naša zgodba ne bo končana, dokler ne bojo ljudje rekli, mi smo Evropejci. Prostor svobode, dom odličnosti, pot prihodnosti, nova univerza. Spoštovane in spoštovani, lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Nove univerze Začuti novo univerzo. Moje ime je Matej Avbelj in sem profesor za evropsko pravo na Novi univerzi. In kot že veste, v naših podcastih obravnavamo družbeno aktualne teme, s katerimi se ukvarjamo na Novi univerzi, bodisi v pedagoškem, znanstveno-raziskovalnem smislu. In današnja tema nosi naslov Med slovenstvom in jugoslovanstvom. Ali pa obratno, med jugoslovanstvom in slovenstvom. Skratka, pogovarjali se bomo o izgradnji in razgradnji nacionalne identitete. To je nekaj, s čimer se na Novi univerzi, na različnih naših fakultetah ukvarjamo na različne načine. Kot veste, imamo fakulteto za državne in evropske študije, ki se ukvarja z analizo nastanka, delovanja slovenske države, in enako tudi z nastankom, delovanjem in prihodnostjo Evropske unije. In v obeh teh dveh poljih se seveda postavlja vprašanje identitete. Identitete tistih, v imenu katerih se vlada. Potem imamo pa še Evropsko pravno fakulteto, kjer v sklopu predmeta pravna zgodovina obravnavamo podobne tematike, in nenazadnje tudi naša fakulteta za slovenske in mednarodne študije je po humanistični plati namenjena točno tem temam. In o teh temah danes se bom pogovarjal z našima cenjenima gostoma, mojima dobrima prijateljema, kolegoma, predavateljema, docentu in izrednemu profesorju, dekanu in prodekanu Fakultete za slovenske in mednarodne študije. Oba sta poleg tega, kar počneta tudi izven Nove univerze, vsestransko vpletena v delo Nove univerze, predavata tudi na Evropski pravni fakulteti, na Fakulteti za državne in evropske študije. Vse te predmete, ki sem jih zdaj omenjal v svojem uvodnem nagovoru. In vajine družbe sem si danes zaželel zato, ker sta vsak na svojem področju že objavila zelo zanimive razprave o teh tematikah. In kolega Tomaž Ivešič, če začnem s tabo, ti si prav nedavno, tudi v slovenskem jeziku je izšla ta knjiga, kateri predstavitvi na kratko te bom zdaj povabil, je bil pa to že prej produkt tvojega doktorskega študija na Evropskem univerzitetnem inštitutu v Firencah, pa na Srednjeevropski univerzi, pa še prej na Fakulteti za zgodovino na Univerzi v Mariboru. Torej, česa se je dotikala ta knjiga, ki daje danes podlago, sprožilec za naš pogovor? Ja, hvala lepa za povabilo in za predstavitev. Torej, knjiga je išla v bistvu 2-3 tedne, odkar je vroča roba prišla iz tiska. Se pravi, naslov knjige je Jugoslovanstvo med partijsko ideologijo in narodnimi preporodi. Podlaga za to monografijo je v bistvu doktorska dizertacija iz IOA-ja v Firencah in pa angleška knjiga, ki je išla pri Routledgeu, s tem, da pač slovenska verzija je precej razširjena, dopolnjena. Namreč že za časa študija mi je bilo svetovano, ne razmišljam, da bosta to dve na nek način različni knjigi. Namreč angleškega bralca nekateri detajli ne zanimajo ali pa ne pritegnejo toliko kot pa slovenskega, seveda, ker bolj detaljno pozna določene stvari. Se pravi, monografija v bistvu se osredotoča predvsem na obdobje med leti 45 in pa letom 71, kot obdobje vzpona in pa propada jugoslovanske nacionalne ideje pod komunizmom. Gre za zadevo, ki je v historiografiji naslednic republik bivše Jugoslavije neka siva lisa. Obstajala so desetletja različnih debat, se pravi, ali je ta nacionalna gradnja dejansko obstajala pod Titom ali ne, kako jo razumeti, razne debate, ki so se odvijale med zgodovinarji, predvsem sicer v Srbiji. In nekako na to tematiko sem prišel v bistvu res za časa študija že v Mariboru, kar bo zdaj že skoraj 17 let,
Ko v bistvu me je takratna mentorica nekako prepričala, da je to tematika, ki jo mora nekdo obdelati iz Slovenije. Namreč, tako je rekla, Srbi in pa Hrvati so preveč čustveno vpleteni v to zgodbo in tukaj mora biti nekdo drug razsodnik v narekovajih. Dobro, in ti si bil ta razsodnik. In sem ta razsodnik in v bistvu se pravi, jaz v knjigi pokažem po eni strani uvodoma razvoj jugoslovanske ideje od ilirizma do pomladi narodov naprej, se pravi tudi razumevanje jugoslovanstva za časa kraljevine, a ne? Ampak tisto jedro raziskave je po bistvu to, da pokažem, da dejansko je obstajal projekt nacionalne gradnje, da je zelo specifičen za razliko od vseh ostalih in tukaj v bistvu sem razvil nek svoj koncept, ki se imenuje mehak način nacionalne gradnje, se pravi, ko je identiteta ne podana ljudem z prisilo, ampak latentno, z spodbujanjem in to na vseh tistih področjih, ki veljajo za objektivne kriterije za narod, se pravi kultura, jezik, skupno spominjanje, etnična sorodnost in tako naprej. In potem spremljam to nacionalno gradnjo do začetka 60-ih, ko prihaja do prvega upora, predvsem strani slovenskih intelektualcev in pa kot posledica, se pravi, frakcijskega boja znotraj partije med centralisti in reformisti in kako potem partija to opusti in da s tem, ko to opustijo, se zgodijo dve stvari. Ena je ta, da na novo redefinirajo jugoslovanstvo, se pravi, nastane v bistvu eno ime z dvema različnima konceptoma. Eno je zdaj to državna identiteta, vezana na samoupravni sistem, drugo jugoslovanstvo je pa to razumljeno v nacionalnem smislu, ne? Namreč imamo približno 250,000 prebivalcev, ki sebe identificirajo na popisih prebivalstva kot Jugoslovani. Druga stvar pa je, da seveda zdaj, če ne bomo Jugoslovani, kdo pa smo, ne? In mnogo teh, ki so sebe smatrali za Jugoslovane, prosim govorim zdaj o intelektualcih, mogoče izpostavim srbskega pisatelja Dobrica Ćosića, privede do tega, da ponovno odkrijejo svoje stare nacionalne identitete in v bistvu druga polovica 60-ih lahko govorimo o narodnih preporodih pod socializmom. Dobro, zdaj si nas že kar precej uvedel v to tematiko razumevanja različnih plasti jugoslovanstva, pa je čas, da tukaj zdaj damo še malce prostora kolegi Dejanu Valentinčiču. Zdaj, Dejan, kot sem že dejal, ti si danes predavatelj pri nas, si pa kraj tudi naš alumni, jaz se te spominjam še kot študenta in to takšnega zelo nadobudnega študenta, ki so ga pa tudi od nekdaj zanimale narodnostne teme povezane z Slovenci. Z Slovenci in slovenstvom, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v zamejstvu in predvsem po svetu. In zdaj, ko je Tomaž govoril o jugoslovanstvu in o mehki gradnji in izgradnji in kako so ljudje odkrivali svoje različne identitete, pa mi še ti povej, zdaj tudi potem na doktorskem študiju si se pa ukvarjal ne toliko s slovenstvom, ampak z razumevanjem identitete torej manjšin bivših jugoslovanskih republik na Goriškem. Torej, kaj te pa pravzaprav pritegnilo k proučevanju teh vprašanj? Preden te vprašam, kako se pravzaprav čuti slovenstvo doma in po svetu. Kaj te je pritegnilo k temu? Ja, torej, živimo v času, ki je nekako konstantna debata, torej, ali je vprašanje identitete narodnosti še pomembno ali ni. Tisti, ki živimo ob meji, tako kot jaz, moče to bolj dnevno čutimo, kako to še nekako je vsakodnevna tematika in lahko tudi hitro prevede v konflikte. In seveda tudi nekako v zgodovini smo bili bolj nekako soočeni s tem vsakodnevnim soočenjem, kako se opredeljujemo. En moj dober prijatelj je rekel, do pomladi narodov je bil jezik sredstvo komuniciranja, potem je to postal politični akt, v katerem jeziku si spregovoril, si s tem nekaj sporočil, torej mi tik ob meji smo seveda tudi iz ekonomskih razlogov, hkrati pa je to nekako se soočalo z identitetnim vprašanjem, se mora stalno soočati, torej bolj moj prednik kot jaz, seveda sem to povedal, da tako rečem. In torej, če sploh definiram, kaj torej je slovenstvo, kot ga jaz razumem, zakaj me je ta fenomen zanimal, torej jaz to razumem kot neko zgodovinsko danost, kot neko kulturno dobrino, ki je unikatna, neponovljiva, nezamenljiva v tem svetu, v tej zgodovini in kot taka seveda tudi vredna jo ohranjati. Ohranja pa se lahko samo tako, da se stalno razvija, spreminja in če hočemo pri tem biti pravični, konsistentni, seveda moramo tudi vsem, ki živijo ob nas, tudi omogočati, da enako kot mi to identiteto svojo ohranijo in razvijajo.
In torej, seveda, imamo številne ljudi slovenskega rodu izven Slovenije, ki na nekoliko drugačen način čutijo to identiteto, ne nazadnje pa tudi številne ljudi v Sloveniji, ki mogoče se ne identificirajo s slovenstvom, ali je pa to ena izmed identitet, s katerimi se identificirajo. Tomaž, ali bi jugoslovanstvo lahko tudi postalo to, kar je Dejan opisal kot slovenstvo, če bi bilo za to več časa? Ja, jaz bi rekel nemški jajn, se pravi ne Jane, ne. Jaz v bistvu v knjigi prikažem, da je nekako z to opustitvijo ideje, ampak ne samo opustitvijo, ampak tudi namensko preprečitvijo kasneje, ne. Nekako partija dejansko zaprla vrata za to, namreč lahko bi še vedno igrali ali pa računali na teh približno 250,000 ljudi, a ne. Potem upozorim na eno zelo zanimivo študijo, ki jo je izvedel psiholog Nikola Rot med beograjskimi dijaki in pa osnovnošolci v začetku 70-ih, iz katere izhaja, da je več kot 50% njih se identificiralo kot Jugoslovani. V Beogradu? V Beogradu, ja. Se pravi, to pomeni, da je obstajala, ali pa so obstajali neki temelji ali pa neko jedro, ki je bilo perspektivno in mlado in ki bi ga lahko negovali v tem jugoslovanstvu. In če pomislimo, da so to bili ljudje, se pravi ti mladostniki v začetku 70-ih, je to v bistvu ista generacija, ki se je potem streljala, ne? Če karikiramo ob razpadu. A ne? Pri tem v bistvu moramo še imeti v mislih to, da popisi prebivalstva, ki so potekali na 10 let, ne? Da je med leti 71 in pa 81 prišlo do tako imenovane plime Jugoslovanov. Namreč v popisu prebivalstva iz leta 81 Jugoslovanov 1.230.000. Se pravi, porast 1 milijona ljudi. Zdaj to lahko sicer razumemo tudi kot neko reakcijo, ne nazadnje na smrt Tita leto prej, na naraščajoč trend nacionalizma ali pa nacionalističnih izpadov, a ne? Ampak projekcije bi kazale v bistvu, da bi potem do leta 91 lahko teh Jugoslovanov bilo že tudi 5 milijonov. Ne? To bi pa že v bistvu prišli skoraj na malo manj kot četrtino prebivalstva. Ne? Tako da, sicer pa kot zgodovinar, a ne, težko odgovarjam na history vprašanje, ne? Ja. Ampak vsekakor so obstajale opcije, ki bi jih lahko partija spodbujala in negovala v neko smer, in se mi zdi, da je mogoče tudi vse sklepam iz svojega raziskovanja, to bila neka intimna Titova opcija. Namreč, ko ga je predsednica Komisije za mednacionalne in medrepubliške odnose, to je bila takrat Vida Tomšič, se z njim sestala, da mu je predstavila problematiko kategorij v popisih prebivalstva in glede Jugoslovanov, in je deklarativno rekel, da se on o tem ne želi izjasniti. Da on ne želi zavzeti pozicije, da on sicer meni, da jugoslovanstvo kot nacija, narod pač ne, kar je pač ta pozicija, ki jo je zavzel leta 64 na 8. kongresu, ampak hkrati pa doda, ampak mladi se pa čutijo kot Jugoslovane in bilo bi mogoče narobe, da jim preprečujemo to. Dejan, omenil si slovenstvo kot eno takšno edinstvenost pač v eksistenci posameznika in posamezniki, ki se identificirajo kot Slovenci, živijo v različnih okoljih, večinoma v Sloveniji, pa tudi vse posod po svetu in zamejstvu, in ti si imel ta izjemen privilegij, da si lahko obiskal praktično te ljudi vse posod, kjer si lahko zamislimo. Pa me zanima, katere nivoje identitete slovenstva si spoznal? Ker to ni nekaj, kar je mainstream slovenska identiteta v tem, recimo, državljanskem smislu, ki jo gojimo v Sloveniji, ki se tesno prilega torej ne nekemu, ampak slovenskemu jeziku in kulturi, v katero se socializiramo. Ampak si predstavljam, da se obstajajo pa še kakšni drugi nivoji, tam v Rezi, tam nekje daleč na ameriških planjavah, v Avstraliji, na avstrijskem Koroškem. Te ljudi smo gostili nazadnje tudi na Fakulteti za državne in evropske študije, se boš spomnil, in je prišel nek mladenič, ki je govoril zelo dobro slovensko, pa je pribil, jaz sem Avstrijec, ne? Pa smo ga tako čudno gledali, rekel, ja, jaz sem Avstrijec.
Torej, kaj zdaj pomeni pravzaprav v teh različnih okoljih biti Slovenec? No, bom kot istočico vzel Rezijo, ki si jo omenil. Torej, mi, ko govorimo o preteklih mnogonarodnih tvorbah, v katerih smo kot narod živeli, večinoma celo nepriznani kot kolektiv, seveda predvsem gledamo, kje se nas je omejevalo, kulturno dušilo, v določenih obdobjih celo uničevalo, kar je seveda res, ampak hkrati tudi lahko rečemo, da smo imeli kot narod eno izjemno srečo, da smo se vendarle skozi zgodovino premikali skozi neke tvorbe, ki so nam omogočili nek tak razvoj, kar številnim narodom ni bilo omogočeno, in nazadnje, kar tudi slovenskemu obrobju ni bilo omogočeno. Ne, smo živeli v eni državi, ki smo jo imenovali ječa narodov, ampak recimo, če mi to državo primerjamo s Francijo, z Veliko Britanijo in tako naprej, seveda je veliko več svoboščin pustila in tudi zato verjetno ne obstaja več. Kasneje smo šli v dve državni tvorbi na istem ozemlju, v katerih najdemo še kaj hujše besede, ampak vendarle, po prvi svetovni vojni dobimo svojo univerzo, recimo, če to primerjamo z nekdanjo Sovjetsko zvezo, do razpada Sovjetske zveze so bile univerze samo v ruščini, dobimo radio, potem po drugi svetovni vojni dobimo to temeljno infrastrukturo v smislu letališč, pristanišča, republiškega statusa, konstitutivnega naroda in tako naprej. In nekako vse to nas je potem lahko pripeljalo do te identitete in do tega opolnomočenja, da se potem lahko leto 1991 zgodilo. Seveda vsi pa niso imeli ljudje slovenskega porekla, zgodovine, jezika, te sreče, tako da recimo v Rezi, delno tudi v Benečiji, so danes še vedno na nivoju črkarske pravde, ne, tako kot smo pri nas sredi 19. stoletja se kregali, piše kaš ali kaska, torej oni tega vprašanja takrat niso razrešili in ga verjetno nikoli ne bojo. Poleg Slovencev v Videnski pokrajini živi 500,000 furlanov, ki nima poenotenega črkopisa, ker niso razrešili teh vprašanj, ki je bilo čas to razreševati. In nazadnje, če se ozremo po Evropi, od Valežanov, Bretoncev in številnih drugih Kataloncev, so tudi zamudili ta okna in do tega težko priti. In to slovenstvo na obrobju seveda je tudi bilo nekako deležno tega, tako da Slovenci na avstrijskem Koroškem so vedno živeli kot del avstrijskega državne tvorbe, tako rečem, kot del dežele Koroške, seveda zato je njihova identiteta drugačna, torej bolj vezana na deželno identiteto, bolj tudi vezana danes na koncept dvojezičnosti, ki postaja že mogoče malo ideološko vprašanje. V Italiji seveda velika razlika med Tržaško in Goriško in Vidensko pokrajino. En srednješolski profesor iz Trsta mi je rekel, da so njegovi učenci danes delujejo kot tigrovci še vedno, torej je med številnimi še vedno zelo velike tega borbenega duha, medtem ko seveda v Videnski pokrajini, torej v Benečiji, v Rezi, o tem ne moremo govoriti, tam je seveda predvsem v ospredju lokalno narečje in seveda, ko mi govorimo neko narečje, se lokalno identificiramo, potem z knjižnim jezikom še pridobimo neko narodno zavest, v njihovem primeru seveda z italijanščino, italijansko narodno zavest, v šolah se ne učijo, kdo je bil Prešeren, kdo je bil Dante, kdo je bil Petrarka. V 16. stoletju se zanje niso silja ljudstva, ampak so udirali barbari in seveda vse to potem vpliva na čisto drugačno identiteto. Če se čisto na kratko ozrem še na izseljenstvo, naše množično izseljevanje z našega narodnega ozemlja se je začelo tam nekje po letu 1870, ampak če mi štejemo to leto 1848 kot neko prelomnico, pomlad naroda in tako naprej, seveda moramo pri tem vzeti v poštev, da to ni bil proces, ki je v enem dnevu se zgodil, ampak je trajal desetletja. In dejansko so številni ljudje, torej množica ljudi odšli, predvsem v Združene države Amerike, že davno preden se je ta narodna zavest razvila v današnji obliki in so jo šele v Ameriki prepoznali, nekateri celo preden smo jo spoznali mi tukaj in so nekako prenašali to sporočilo nazaj domov. Nekateri pa še danes ugotavljajo v Ameriki, da niso Vindiš, da niso Vendi in tako naprej, ampak da so potomci slovenskih izseljencev. In mogoče še ena misel, seveda med temi številnimi 500,000 Slovenci, ki živijo po svetu, imamo pa izjemno raznolike situacije. Torej, Združene države Amerike so tipičen primer asimilacije, torej tam se pričakuje prva stvar, torej, da bo angleščina nadomestila materinščine in s tem državna zavest nadomestila etnične identifikacije. Tako da vsi narodi, tudi Slovenci, so se temu prilagodili, torej slovenstva temeljijo na kranjskih klobasah, praženem krompirju, polki, celo slovenski pesmi, ampak seveda brez potrebe zavedanja, kaj dejansko pojejo, medtem ko druge države, kot recimo Argentina, seveda omogoča čisto drugačen razvoj identitet, tako da recimo v Buenos Airesu imamo 6 narodnih domov, v 5 domovih še vedno vsako soboto slovenske šole, kjer se učijo
slovenske zgodovine in književnosti bolj natančno kot v Sloveniji. Recimo se spomnim, ko sem bil tam pri urah za Josipa Jurčiča, Frana Levstika, datum rojstva, datum smrti, kraj rojstva, kraj smrti in tako naprej. In seveda to pomeni potem eno čisto drugačno identiteto v primerjavi z Združenimi državami Ameriki, pa ne nazadnje tudi z nami, ker tudi nekako precej drugače interpretiramo samo slovenstvo in samo zgodovino. No, ampak zdaj, Tomaž, dve vprašanje pravzaprav. Navado imamo reči, da se identiteta nečesa vedno zgradi v zoprstavljanju zoper nekaj drugega. Ne? Torej, rabiš the other. Jugoslovanstvo se je zgradilo zoper kaj? Kdo pa je bil tisti na drugi strani, kjer si ti lahko napravil distinkcijo, da si rekel, okay, se pravi, nisem tam, ampak sem Jugoslovan. In kaj naj bi bila sploh vsebina tega? In to me zanima, pa ne vem, če bomo imeli čas. Kako je to različno od tega, abbiamo fatto l'Italia, dobbiamo ancora fare gli italiani? Zakaj v Italiji to uspelo, v Jugoslaviji pa ne? Ampak to se malce navezuje na tisto predhodno vprašanje in v Italiji jasno zoper koga so gradili svojo identiteto. Ampak kdo je bil pa tisti drugi v jugoslovanstvu, ki je bil vir te jugoslovanske identitete, kot antipod? Zdaj moramo iti potem v 19. stoletje, pa v bistvu v obdobje ilirizma, oziroma lahko začnemo celo z ilirskimi provincami, pa v bistvu odvisno zdaj, ki gledamo, ampak v glavnem je tukaj pač vprašanje nemštva na eni strani, na drugi strani se pravi Italijanov, ne nazadnje potem tudi pač Mađarov. In tudi potem za časa socialistične Jugoslavije v 50-ih, teoretiki tega jugoslovanstva pravijo, da je povezovalni element je etnična sorodnost južnih Slovanov, in niti ni tolikšna prepreka v tem, da so različni jeziki. Namreč ti jeziki med sabo toliko varirajo, da na mejnih področjih drug drugega razumejo on stran meje. Pri nam bi to bil zelo dober primer, naprimer Zagorje na Hrvaškem ali pa Haloze. V glavnem, da gre za etnično sorodnost, relativno pokritost jezika, ki je pa bistveno drugačna od svojih sosed, se pravi od Italije, od Avstrije, od Madžarske, Romunov, Grkov sploh in potem Albanije in tako naprej. Tako da tukaj je še vedno prisotnost teh drugih. Tisto tvoje drugo vprašanje je pa tudi relativno preprost odgovor. Namreč jugoslovanstvo je, bomo rekli, zamujena priložnost 19. stoletja. In tudi Kardelj kot glavni partijski ideolog je imel zadrego nekako obrazložiti to jugoslovanstvo na ta mehak način in kako bo do njega prišlo. Namreč Kardelj je trdil, da bo to prišlo skozi odmiranje, ta ideja partijska o odmiranju države in tako naprej, ki bo vodila tudi do odmiranja narodov in bo prišlo v bistvu v družbo, pri kateri bosta jezik in pa kultura drugotnega pomena. Vemo pa, da jezik in kultura sta temelj narodne identitete. In zato v bistvu tudi Kardelj, ko izda naprimer drugo izdajo Razvoja slovenskega narodnega vprašanja leta 57 in v uvodu v teh zadevah razglablja, on sicer decidirano zapiše jugoslovanskega naroda ne bo. Ampak vedno zraven doda neko sintagmo v starem smislu te besede, v buržoaznem smislu te besede, v klasičnem smislu te besede. In zdaj, seveda, mene kot nekoga, ki se ukvarja z intelektualno zgodovino, delam distinkcijo in me zanima, zakaj je to bilo potrebno dodati. In bilo je potrebno dodati zato, ker je želel povedati, da ne bo prišlo za nasilno asimilacijo, kot se je to zgodilo v Italiji in v Nemčiji v 19. stoletju, ampak bo tukaj proces drugačen. Hočem povedati, če bi do tega prihajalo v 19. stoletju, za kar možnosti ni bilo, bi mogoče rezultat lahko bil takšen, kot je bil v Italiji.
Dejan, če greva nazaj k tvoji, mislim, da je to tvoja doktorska naloga, ne? Ko si proučeval torej, pripadnike bivših republik nekdanje Jugoslavije, ki živijo na Goriškem. A si tam srečal jugoslovanstvo? Ne, torej sem ga proučeval v popisih, to je tudi kasneje po letu 91, ko smo še imeli par popisov, kjer se je spraševalo po narodni pripadnosti, torej je bil določen delež nekaj tisoč ljudi, ki se je opredeljevalo kot Jugoslovane, seveda potem od leta 2002 ne vemo več, kakšna je situacija. Sklepa se, da so to bili predvsem priseljenci iz območja Bosne, ki potem nekako v tej kolesju med bošnjaštvom, muslimanstvom, srbstvom in hrvaštvom nekako so najdli neko bolj neutralno pot, ampak očitno je potem do časa moje dizertacije, ki je bila skoraj 20 let kasneje, ta stvar že malo izvenela. Moče še se navežem na to, kar si Tomaž rekel, seveda, torej jugoslovanska ideja verjetno prepozno se je začela propagirati, da bi lahko uspela, ne, recimo, če že preko sem omenil Francijo pa Italijo, ne, seveda v Franciji je to veliko bolj poglobljeno uspelo kot v Italiji, ker je bilo toliko starejša ideja, ampak nekako moj zaključek tukaj je predvsem eden, verjetno vsi poznamo to zelo znano knjigo Andersona Zamišljene skupnosti, kjer označuje narode kot zamišljene skupnosti, ampak očitno nima prav. Ker če bi to le razbili zamišljene skupnostmi, bi ti to identiteto odvrgel takoj, kot ne bi koristila. Mi pa v zgodovini poznamo veliko število primerov, ko to ne samo, da ni bilo koristno, ampak je posameznikom škodovalo, življenjsko škodovalo, ampak še vedno seveda so ustrajali pri tej identiteti. Torej, so postavljene in seveda tudi danes, ko marsikdo reče, torej, da je to stvar zgodovine, seveda ta stvar bi veljala samo, če ima ta empirični dokaz, torej, da vpraša vsaka prebivalca te skupnosti, katero govori, da to zanj ne več velja, da potem reče, da je stvar zgodovine. Ne vem, če sem popolno odgovoril na vprašanje. Zdaj me pa zanima naslednje. Torej, naslov podcasta je Med slovenstvom in jugoslovanstvom oziroma med jugoslovanstvom in slovenstvom. A med tema dvema pojmama, med tema dvema identitetama, najprej zgodovinskem, pa potem mogoče zdaj še v sodobnem smislu, bo to zadajeno vprašanje, ali obstaja neka tenzija, obstaja neka napetost, da sta bila to dva pojma, ki sta se izključevala? Ja, seveda obstaja. Ne? Zdaj, v bistvu, jaz bi rekel, da mogoče bi za starting point vzeli, se pravi, to znamenito Cankarjevo predavanje, ne, o Jugoslaviji in o jugoslovanstvu. Se pravi, z aneksijo Bosne in Hercegovine v Avstro-Ogarsko se bistveno spremenijo pač razmere, ne, tudi poveča število v bistvu južnih Slovanov in tako naprej. In socialdemokratska stranka, ne, oni v bistvu nekako zagovarjajo to tezo enega naroda in odpoved slovenskega jezika na vzlic nekim srbo-hrvaškim, kako bi ga pač imenovali. In pač Cankar, sicer socialdemokrat, ne, je absolutno proti. In to jasno pove, ne, on pravi, da jugoslovanstvo je za njega samo politično vprašanje. Politične združitve, ne, v neko mogoče tretjo entiteto, ne. Ne, ampak ne, in pol je tisti znamenit citat, ne, po krvi smo si bratje, po jeziku smo si bratranci, po kulturi, ki je pa, se pravi, posledica stoletij razvoja, je pa slovenski kmet bistveno bolj podoben južno-tirolskemu kmetu ali pa nekemu forlanskemu kmetu, kot pa je nekomu v Srbiji. Ne. In to, v bistvu na to se zanašajo tudi slovenski komunisti v 50-ih, pa v 60-ih, ko hočejo nekako obrazložiti, zakaj so proti temu jugoslovanstvu. Ne. Seveda, njihov problem je, ker pač živijo v diktaturi proletariata in pač javno ne moš povedati tega. Ne. Zato pač uporabljajo druge načine. Ne. Naprimer, v moji knjigi raziskujem, kako to počnejo na področju znanosti, ne, kjer v bistvu preko zaposlenih na Inštitutu za narodnostna vprašanja v Ljubljani napadajo tezo jugoslovanstvo kot talilni lonec. Ne. Se pravi, to, kar partija ne zna povedati direktno in v centru, pove skozi druge strokovne kanale, naprimer to je en. Drugi način je, ko izbruhne ta znamenita debata Ćosić-Pirjavec v začetku 60-ih, pa v bistvu Ćosića podpirja Aleksandar Ranković, pa Tito, naprimer tekste od Pirjavca pa korigira Boris Krajher. Ne.
A ne, se pravi, nekako subtilno pa po ovinkih, ne, ampak smo tukaj. Ne. Zdaj, ta distinkcija, ne, je pa odvisno tudi v katerem časovnem pasu, bom rekel, smo. Ne. Naprimer, če smo v 20 letih, je, se pravi, en jugoslovanski narod, ki je iz 3 plemen, ne, se pravi Slovenci, Srbi, Hrvatje. In to, se pravi, 20 leta so obdobje inkluzivnega jugoslovanstva. To pomeni, lahko si Slovenec in lahko si Jugoslovan istočasno. In to je v redu. Ne. Isto si lahko Hrvat, Jugoslovan, Srb, Jugoslovan. Z prevzemom oblasti kralja Aleksandra to integralno jugoslovanstvo postane ekskluzivno. Ne moreš biti več Srb, Hrvat, Slovenec, samo Jugoslovan. Tako je bilo tudi v popisu prebivalstva, zato se tudi država preimenuje iz kraljevine SHS v kraljevino Jugoslavijo, naprimer. Ne. In to obdobje traja do leta 1939, ko v bistvu nastane Banovina Hrvatska. In s tem v bistvu se ponovno vzpostavi hrvaška identiteta, odpre se po v bistvu srbsko pa slovensko narodnostno vprašanje, ampak druga svetovna vojna v bistvu prepreči nadaljnji razvoj ali pa mogoče razreševanje te perspektive. V obdobju socializma je pa seveda ta način mehke nacionalne gradnje, ki pa seveda nekako dela na tem, da bi slovenski jezik postajal manj pomemben. Obstajajo neke izjave, ki ne bi jih Tito že 46 rekel Josipu Vidmarju, se pravi predsedniku Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da naj za vraga pač mu pomaga pri tem, da bi Slovenci se nekako odrekli, opustili svoj jezik, on bo pa skrbel, da se bojo Srbi odrekli cirilici. Hrvate bo pa prepričal, da bo skupen jezik na srbsko izgovorjavo. Ne. Se pravi, vsak bi nekaj izgubil, ne, in to je nekako bi ne bila ta nek šmorn, kot je bil zamišljen. Ne. Ampak ta pritisk jugoslovanstva rodi seveda reakcijo in reakcija je upor slovenskih intelektualcev, začenši s Pirjevcem naprej. Bitke se bijajo tudi na drugih, mogoče na nek način ali pa na prvi pogled manj pomembnih področjih, pa vendarle, naprimer, podnapisi v kinih, ki so bili konec 50-ih v zelo veliki večini, skoraj 80-90% v srbo-hrvaščini. Zakaj? Zato, ker lastnik večine kinematografov je bila JLA, kjer pa je, se pravi, edini, ki so imeli pravico imeti monopol za uporabo srbo-hrvaščine kot svojega jezika. In potem tukaj so tudi različni protesti iz makedonske strani, ki se tudi počutijo ogroženi, tudi zaradi podnapisov in tako naprej. In tu mi je bilo zanimivo, naprimer, ker sem šel raziskovati področja ali pa smeri nekega pritiska, ki do zdaj jih, naprimer, še drugi niso ali pa se niso toliko s tem ukvarjali. Naprimer, pisma v uredništvu. Koliko so ti ljudje vseeno se čutili na eni strani dolžne, da pokažejo svoj družben angažma, ampak hkrati je pa vse na nek način dovolj svobodne, da si drznejo opozarjati na neke take stvari. In teh pisem bralcev je kar nekaj in ta pritisk v bistvu konec koncev rodi neko določeno, kontrolirano javno sfero, kot jaz pišem. In v nekaterih primerih se partija tudi potem povleče nazaj pri teh svojih politikah. In v bistvu z to debato Ćosić-Pirjevec se začne eno desetletje, 60-ta, dolga 60-ta, tam do leta 71, dolgo desetletje intenzivnih intelektualnih debat o slovenstvu. Se pravi, od slovenske zgodovine, o Prešernu, o slovenskem knjižnem jeziku, o Cankarju, ni da ni, v glavnem. In pa seveda, kaj sploh narod je? To je zelo pomembno. Koncept naroda, kako ga razumemo, in pa to, kar potem Dušan Pirjevec odpre s svojim tekstom vprašanja naroda, distinkcijo med narodom in nacijo. Narod neki, v kar si rojen in kar v bistvu na nek način nimaš izbire. Sicer tudi tukaj so določeni slovenski intelektualci, ki se temu upirajo, ampak pustimo ob strani. Medtem ko nacija, in to je potem v bistvu ta preskok do 57. številke Nove revije, nacija, se pravi, Slovenci narod smo, nacija pa ne, ker nismo politično suvereni. Dobro, in zdaj potem pride ti znameniti stavek, Jugoslavija ni več, zdaj gre za Slovenijo. Torej, ali je bila slovenska osamosvojitev
po tvoji oceni, v identitetnem smislu zgrajena tudi zoper jugoslovanstvo? Ali je bila bolj, da je šlo bolj za človekove pravice, demokracijo, vladavino prava, torej za liberalni koncept? Ali je bil bolj etnični ali je bil bolj kozmopolitski koncept? Ja, Ali je bila oboje? Mogoče bi naredil celo bolj banalno, ne, carinski koncept. Zdravo ekonomski. Tam so se tudi začeli razni spori, pa nismo edini, ne, se vemo, tudi upor Američanov proti Britancem je bil podobno povezan s carinami. Ampak seveda, zdaj, če pogledamo recimo preambulo naše ustave, seveda, kot vse ustave seveda utemeljijo, v čem bomo drugačni, zakaj je to državo potrebno, in mi seveda smo utemeljili vse to, kar si omenil, seveda vprašanje demokracije, človekovih pravic in tako naprej, ampak seveda je vendarle bilo tudi zelo močno povezano z vprašanjem identitete, narodnosti, zaradi dogajanja takrat v Jugoslaviji, posebej v Srbiji, seveda je bil povečan ta nekako naboj, da je slovenstvo ogroženo. Je pa to nekako zanimivo, torej, če mi recimo poznamo nekako dva načina nastanka narodov, torej državljanske narode in etnične, seveda pri nas je to nekako bolj vezano etničnemu konceptu, ker ne nazadnje smo tudi potrebovali utemeljitev pravice narodov samoodločbe, ampak je to tako v temeljni ustavni listini, kot v ustavi v 3. členu zelo spretno napisano. Torej, na temelju pravice slovenskega naroda in prebivalcev Slovenije. In seveda, če so Slovenci zajeti po slovenski narod, torej prebivalci so vsi ostali, na to 3. člen ustave, država državljank in državljanov, ki temelji na pravici slovenskega naroda, torej zelo inkluzivno, torej srečo smo imeli, da seveda je naša ustava svobodna, takrat je bil narod zrel in smo odprli vrata, tako da smo zelo jasno dali takoj vedeti, da je to skupna streha za vse in je nek ekskluzivistični koncept, ki ga pripravljamo. Kakšna pa je zdaj relacija med jugonostalgijo in jugoslovanstvom pa slovenstvom? Torej, ali je nekdo, ki je jugonostalgik, jugoslovan, ali je lahko nekdo tudi Slovenec, ki je jugonostalgik? In ali ima ta jugonostalgija, ki jo zdaj morda, to je zdaj moj osebni občutek, nekateri tudi tako pravijo, recimo, da za namene argumentacije sprejmemo to tezo, da je ta jugonostalgija v Sloveniji še posebej poudarjena. Ali ima to tudi svojo zgodovinsko brado in kako bi to razložili? Ja, zdaj sem naredil malo zdaj ne boš več pa zgodovinar. bom rekel, preberite knjigo. Ne? Ampak Ne boš odgovoril na vprašanje. bom odgovoril, glih zaradi tega, ker se mi zdi to sila pomembno, ne, in je povezano s tistim, kar sem že prej omenil. Ne? Namreč v 60-ih, ko pride do tega razcepa jugoslovanstva, ne, se pravi, imamo eno državno identiteto, vezano na samoupravni sistem, in ki propagira partija, in drugo je to nacionalno. Ne? In jaz trdim, da z propadom države je propadla državna identiteta, ne? In seveda tudi samoupravni sistem. In zdaj tiste, ki sebe smatrajo kot jugonostalgike, jih razumem kot v povezavi z to identiteto. Medtem ko je nacionalno jugoslovanstvo pa preživelo zelo zanimivo v Vojvodini. Zakaj zdaj v Vojvodini? Ja, zaradi tega, ker je to edini del Jugoslavije, kjer ni bilo oboroženega etničnega konflikta in kjer si lahko ostal Jugoslovan. Kajti tisti Jugoslovani, ki so bili v Bosni in Hercegovini, ki so bili v Slavoniji, ki so bili v Boki Kotorski, naprimer, če se omejujem na tista področja, kjer so bili največji procenti glede na popise prebivalstva, ja, tam, ko je prišla neka vojska, bodisi je to bila zdaj Hrvaška, ali je bila Srbska, ali je bila Bošnjaška, ja, Jugoslovan je bil nesprejemljiv odgovor, ker niso vedeli v bistvu, kako te tretirati. Ne? A si prijatelj ali si sovražnik? Ne? In v bistvu tisti, ki so to raziskovali, 90-ta postavljajo v bistvu v neke vrste termina nevidno etnično čiščenje, ne? Kjer se Jugoslovane v bistvu na nek način čistilo iz teh popisov, ne? In potem pride v bistvu do tega, da imamo danes v Vojvodini več kot 20,000 ljudi, ki sebe identificirajo kot Jugoslovani v nacionalnem smislu in od srbske vlade zahtevajo manjšinske pravice. Srbska vlada seveda pravi, a ste vi smešni, ne? Niste bili priznani ne za časa Jugoslavije, mi vas ne priznamo, ne izpolnjujete kriterijev za narod in tako naprej. Okay. Druga situacija. Pojdimo v Sarajevo danes. Vsi bojo rekli, da so Jugoslovani. Ne? Ampak, poglej popise prebivalstva, jih je 500. V celi Bosni in Hercegovini. Ne? Se pravi,
jugoslovanstvo ne razumljeno v tem nacionalnem smislu jezika, etničnosti in tako naprej, ampak v bistvu v tem nekem vidiku nostalgičnem. Ne? Zdaj, kar se tiče Slovenije, jaz sem leta nazaj delal tudi kot turistični vodnik, ne? Imam državno licenco in sem tudi velikokrat slovenske goste vodil v Beograd. In vem, da vsakič, ko sem se pogovarjal v hiši Cvetja, ne, da so mi povedali, v bistvu, da je Slovencev daleč največ, ki prihajajo v bistvu na obisk. Ne. Je pa seveda ta fenomen neizpodbitno povezan tudi s tem, ne, da vsi se najraje spominjamo mladosti, ker je bila brezskrbna, ker je bila, ne, v glavnem se tako spominjamo lepih stvari in tako naprej. In v povezavi s tem pač se mi zdi, da je tudi ta jugonostalgija toliko nekako močna, za starejše generacije govorim. Pri mlajših generacijah, ki pa tudi deloma za njih to velja, je pa to del v bistvu družinske identitete in pa družinske zgodbe, ne? Ki nekako gre potem iz generacije v generacijo. Dejan, kaj pa ti, kako pa ti gledaš na to vprašanje, dilemo? Ja, jaz bi se strinjal, seveda, absolutno. S Tomažem, torej pri starejši generaciji je to predvsem nek spomin na lepe mlade čase, brezskrbne. Seveda mogoče je kar nekaj te jugonavdušenja, jugonostalgije tudi med mlado generacijo v smislu neke mitologije, pa nekaj tega nežnega upora, nekaj, kar ni na vseh v roke, je vedno privlačno, ampak mislim, da pa ne moramo govoriti o neki tetek, da te stvari niso globinske, pa precej površne. Seveda vprašanje, ki si se ga prej malo dotaknil, pa smo o tem šli mimo, je pa seveda gotovo po drugi strani je pa tako, da se tudi slovenska družba spreminja, torej tudi naša identiteta se spreminja. Seveda vedno, ko se srečujo različne etnične, kulturne, jezikovne skupnosti, se tako ene kot druge spreminjajo, da pri nas največ ljudi, ki se preselijo v Slovenijo, prihaja z območja nekdanje Jugoslavije, seveda s tem prinašajo tudi svoje kulturne atribute, ki jih mi potem nekako damo pod skupno kapo jugoslovanstva, čeprav seveda vsakdo prinaša svojo specifično nacionalno kulturo in seveda s tem, ko se pa tudi slovenstvo preko tega spreminja, marsikdo potem nekako to razume kot neko tonjenje slovenstva v jugoslovanstvo, ampak je to verjetno bolj kot ne ena zelo velika posplošitev. No, zdaj pa tako za konec, ker nas čas že preganja, v luči zgodovinskih razprav, ki smo jih zdaj upravili, kakšni pa so potenciali za razvoj evropejstva? Torej, jugoslovanstvo smo obdelali, slovenstvo smo obdelali, dotaknili smo se danes tudi inkluzivnega jugoslovanstva. Zdaj prav gotovo v samo državljanstvo Evropske unije, ki je bilo ustanovljeno z Maastrichtsko pogodbo leta 1993, je ne samo inkluzivno, ampak je komplementarno. Ne? Torej rečejo, da si ti državljan Evropske unije, moraš biti najprej državljan svoje države članice. In izključno imamo tukaj zgolj ta liberalni državljanski koncept, nimamo sploh o etničnem smislu, se ne pogovarjamo in seveda etnično evropejstvo kot takšno lahko rečemo, da ne obstaja. Ne? Obstaja pa in se poraja z raznimi mehkimi ukrepi, recimo Erasmus in podobno, ne? Počasi se vendarle na ta način, ki ga Dejan zgodovinsko malce vendarle oponira, na način zamišljene skupnosti se počasi zamišljamo tudi svojo lastno evropsko identiteto, silom prilike tudi pritiska globalnih velesil zdaj na Evropo. Kaj mislite? Ali bomo 10-20 let od danes, poleg tega, da smo Slovenci, tudi že kaj bolj Evropejci, ker po moji oceni danes, ko tukaj govorimo, smo že mnogo več, kot smo bili pred 20 leti. Tako za zaključek. V bistvu kolegi na Hrvaškem so, mislim, da lani ali predlani so zaključili en projekt, kjer so ravno delali vzporednice med v bistvu jugoslovanskim projektom in pa evropsko identiteto. Vem zato, ker so tudi mene kontaktirali oziroma so te moje študije nekako uporabljali v teh zadevah, a ne? Na misel mi tudi pride, se pravi, izjava Van Rompuyja, potem, ko je EU dobila Nobelovo nagrado za mir, v kateri je rekel, naš končen cilj, ali nekako tako naša zgodba ne bo končana, dokler ne bojo ljudje rekli, mi smo Evropejci. Zdaj, seveda, lahko vlečemo neke vzporednice,
od Erasmusa, se pravi, prvo, tako kot v bistvu v Jugoslaviji, preko mladinskih delovskih brigad, pa služenja vojaškega roka nekje drugje, a ne? Se pravi, prvo spoznavanje narodov med sabo, krepitev prijateljskih vezi, ki v nekih primerih prerastajo tudi v kakšne ljubezenske, a ne? Oziroma v neko mešanje narodov na nek način. In se strinjam, da smo veliko bolj evropejski danes, kot smo bili pred 20 leti, zagotovo. Ampak se mi zdi pa vsem pomembno povedati, da ta ali pa gradnja evropske identitete nima te iluzije, kot jo je imela pa komunistična, da bodo narodi enkrat izginili. Oziroma, ne gre v ta projekt za to predpostavko. In ker ne gre s to predpostavko, mislim, da vsekakor narodi bojo obstali. O propadih narodov in kako to ni več pomembno, se je govorilo v različnih ciklih zgodovine, pa smo še vedno to, ne? Dejan, kaj pa ti misliš? Bom povedal isto kot Tomaž, samo z drugimi besedami. In se bom pri tem poslužil dveh anekdot. Prva je ta, ko sem bil ravno absolvent na Evropski pravni fakulteti, ki si prej omenil, leta 2009 sem bil stažist v Evropskem parlamentu in takrat se spomnim, smo dobili na mizo, je prišel ven podatek, da je bil 1 milijonti otrok rojen kot rezultat Erasmusa. Ne vem, kako točno so to merili, kako so to izvedli, ampak vem, takrat je bila to kar velika novica. In seveda, to je ena od teh, recimo, rezultatov torej Evropske unije, kako seveda nas približuje, nas združuje. Druga taka anekdota pa je, to je moj doktorski mentor Nikolaj Genov vedno ponavljal, ko je nekako po celi Evropi se selil, da je posod bil občutek odnosa držav članic do Evropske unije, da v dobrih časih Evropska unija dobro deluje, v slabih časih pa slabo. Zdaj, če povežem to z eno anekdoto, prej si rekel, da sem precej se sprehajal med Slovenci v zamejstvu in po svetu, ko sem jih spraševal, kaj lahko Slovenija za vas naredi, najpogostejši odgovor je bil, bodite uspešna država, na katero bomo lahko ponosni. In ne nazadnje tudi, recimo, ko smo prej govorili o državah Amerike, po letu 1991 se je število samoopredeljenih Slovencev skoraj podvojilo v državah Amerike, ker seveda so se na nekaj pozitivnega lahko navezali. In jaz mislim, da enako je za Evropsko unijo, torej ta slabi čas kriz, nažalost, nekako se zdi, da od leta 2008-2009 dalje se krize sam sledijo in nič ne kaže, da bi minile, ampak vendarle, čeprav se je Evropska unija na začetku s temi velikimi krizami precej slabo spopadala, mislim, da se vsakom boljše. Recimo s COVID-no vendarle precej boljše, precej bolj enotno kot recimo z migrantsko krizo. Recimo tudi odnos do vojne v Ukrajini, vzemi še kakšno črno ovco, mislim, da je tako dokaj enoten. In če bo Evropska unija kot tvorba delovala, pa še potem s takimi rezultati, kot sem jih prej za Erasmus omenil, da bo ta evropska identiteta recimo nekako usporedno lahko živela slovensko, nemško, avstrijsko, katerokoli, ne bojo pa nekako izbrisala, oziroma tudi mislim, da je ne bo nadgradila. Torej, jaz mislim, da je vendarle v Evropi bodo te nacionalne identitete prve, ampak Evropska unija takšna kot je, bi lahko zgradila usporedno evropsko identiteto, ki ne daje občutka, da ogroža neke izvorne identitete. Spoštovana kolega, dr. Dejan Valentinčič, dr. Tomaž Ivešič, najlepša hvala za tale pogovor. V njem smo, po mojem trdnem prepričanju, na zelo zanimiv način osvetlili zgodovinske, sodobne in v bistvu nivoje prihodne identitete na nivoju posameznika in političnih skupnosti. To so tiste tematike, ki jih samo preučujemo na naši univerzi, ampak ki jih preučujemo zato, ker so danes še izjemno relevantne in aktualne v smislu našega časa, ki ga živimo. Tako da res najlepša hvala, da ste se mi pridružili na tem podcastu. Vsem ostalim se pa zahvaljujem za pozornost in vas vabim k poslušanju že naše naslednje epizode. Lep pozdrav. Hvala.